Že tukaj Valentin, ura je 15. Danes bom govoril o EFT tehniki oziroma tapkanju. EFT je kratica za Emotional Freedom Technique, torej tehnika čustvenega osvobajanja. Tapkanje se poimenuje po slovensko tudi zato, ker se uporablja tapkajoče gibanje prstov kot sestavni del te metode, da se osvobodiš od čustev. In to tehniko je razvil terapevt, psiholog ali psihiater, ki na noben drug način ni mogel odpraviti določene travme iz ljudi in je potem začel raziskovati to tradicionalno kitajsko medicino, v kateri se opisujejo energetski meridiani, torej energetski kanali, ki jih ima naše telo, in potem mu je uspelo sestaviti neko zaporedje tapkanja, torej da z prstom udarjaš po določenih točkah telesa v določenem ritmu, v določenem številu in v določenem zaporedju. In pa sestavni del te tehnike je tudi, da si ob tapkanju izgovarjaš tudi določene afirmacije, določene stavke. In s to tehniko so si določeni ljudje pozdravili določene fobije, določene strahove, ki so bili zelo globoko zakoreninjeni v njih, razne šoke, travme. Ampak seveda ogromno je pa tudi primerov ljudi, ki so uporabili to tehniko, vendar niso doživeli nobenega učinka. Zakaj je to? Razlogov je seveda več, ampak v osnovi ta tehnika, glede na to, kako deluje kako kompleksen je ta tehnika lahko odpravi samo določene površinske posledice določenih čustvenih reakcij, ne zmore pa odpraviti vzrokov za čustvene reakcije oziroma energetske blokade, ki jih imamo v našem fizičnem telesu. V čem je razlika oziroma podobnost med tistim, kar se razlaga pri Destiny, da so učinkovite metode za globinsko odstranjevanje vzrokov za čustvene blokade? Podobno je to, da se uporabljajo tudi določene afirmacije oziroma zapovedi, stavki, ki jih izrekamo, in gre tudi tukaj za fizično prizemljevanje, za tem, da se fokusira na fizično telo za uporabo fizičnega dotika. Torej, sam ta akt tapkanja, torej udarjanja z konicami prstov po našem fizičnem telesu, nas v nekem smislu prizemlji, ker ko se masiramo, ko se dotikamo svojega fizičnega telesa, svojo pozornost damo na svoje fizično telo. In naše fizično telo obstaja v sedanjosti, v tem trenutku, in to dejstvo, da se dotikamo svojega fizičnega telesa, da se osredotočimo na svoje fizično telo, nas potegne iz v ta trenutek. In na ta način nismo več v kajti v
se dogajajo vse te čustvene blokade, čustvene reakcije. Potem je pa še pomembno, kaj si izrekamo poleg tapkanja, da so te afirmacije učinkovite in da se dejansko osvobajamo od raznih nerealnih, iluzornih prepričanj. To je pa tisto, kar pri Destiny opisujemo z samoodpuščanjem. Torej, afirmacije, zapovedi, za katerimi prevzemamo odgovornost za to, da smo sprejeli v preteklosti neko nerealno prepričanje v sebe. In na osnovi tega prepričanja se je potem tudi pojavila čustvena reakcija. EFT tehnika torej lahko pomaga samo v določenem, lažjem smislu, samo v določenih primerih. Za tiste, ki želijo dejansko odstraniti vse podzavestne in nezavestne miselne vzroke za čustvene reakcije in za čustvene blokade, pa priporočam, da raziščejo Destiny material in predvsem, da se vpišejo na uvodni spletni tečaj DIP Lite, Destiny iProcess Lite, uvodni brezplačni tečaj. Povezavo do tega tečaja boste našli v opisu tega videoposnetka in na ta način si boste lahko res odpravili vse čustvene blokade. Je zelo kompleksna zadeva in če odpravimo eno blokado, ki nas moti, ste lahko prepričani, da v naši notranjosti tečijo še mnogi drugi vzorci, ki potrebujejo našo pozornost. In zato nas vse čaka še kar precej dela, da se tem vzorcem posvetimo in da jih očistimo. Ne gre tukaj samo za neke osebne vzorce, ampak tudi za eksistenčne vzorce, določena prepričanja odnosov, ki smo jih sprejeli v razmerju do našega fizičnega telesa, do hrane, do drugih živih bitij, vse v povezavi z načinom življenja, ki ga trenutno živimo na tem planetu, v kolektivnem smislu, v smislu interakcije vseh živih bitij in glede tega, kaj potrebujemo za našo eksistenco, tudi glede prehranskih navad in tako naprej. Torej, veselo na delo. Želim, da boste čim bolj aktivno brskali po svoji podzavesti in si odpuščali omejujoča prepričanja in potem bo prihodnost veliko bolj prijetna. Nasvidenje.